Vsako leto na drugo soboto v avgustu s prižiganjem ognja vzdolž celotnih Alp, recimo temu od Dunaja do Nice, opozorimo na skupne pereče probleme varovanja trajnostnega razvoja v alpskem loku. Ogenj v Alpah je tradicionalna prireditev, ki jo Cipras Slovenija organizira že vrsto let. Za letošnjo lokacijo smo si izbrali Vršič, ker se na tem območju krasno prepleta več različnih tematik. Od izrednega nabora naravne in kulturne dediščine, območje Nature 2000, obvarovano območje Triglavskega narodnega parka. Na Vitrancu je načrtovana krožno-kabinska žičnica, hkrati pa je Vitranc tudi življenjski prostor divjega petelina. Cipras Slovenija je organizirala okroglo mizo, zato da so se med seboj srečali deležniki iz različnih področij. V okrogli mizi se v bistvu nismo spraševali ali eno ali drugo, pač pa smo na nek način vsem deležnikom povabljenim, seveda tudi javnosti, dali nalogo, kako v resnici zagotoviti pogoje obojega. Ogenj v Alpah smo organizirali v sodelovanju z mladimi iz Cipre. Pri Cipri Slovenija se zavzemamo za trajnostni razvoj gorskih območij, česar pa ni brez ustreznega rokovanja z naravno in kulturno dediščino. In zdaj, na kakšen način lahko naravno in kulturno dediščino ohranjamo? Na tak, da v prvi vrsti sploh vemo, zakaj pri naravni in kulturni dediščini gre. Da jo poznamo, prepoznamo, da se je zavedamo. Če imamo do nje nek oseben odnos, bomo tudi vedeli, zakaj je neko stvar vredno ohraniti. Ključna naloga v 21. stoletju je zopet, kot vedno prej, kako najti to ravnotežje med interesi v tem prostoru in seveda tudi ohranjanjem ekosistemskega potenciala gora, ki z naravnimi viri seveda zalagajo širše območje. Prelazi so v bistvu zaradi tega, ker so stičišče toliko zanimivih pojavov, velikokrat zelo preobremenjeni. Ravno letošnji Ogenj v Alpah je bil posvečen tem gorskim prelazom, torej ne samo Vršiškemu, temveč tudi Mangarskemu in drugim, zato da pokažemo, na kakšen način jih lahko tudi obiščemo na bolj trajnosten način.